Joj. Oh my god. A vam kar povem, smejim se, ker po moje sem stisnila že 10-krat play in začela: ljube ženske, lepo pozdravljene. In potem nekdo pride mimo in potem se jaz zmedem in potem energija ne steče in potem pozabim, kaj želim z vami podeliti in potem tako naprej in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Skratka, točno tako, kot je energija prvega krajca. Veliko se nam dogaja v glavi, v telesu se moramo pa prav potruditi, da pridemo do tja. Tako da prvi krajec, ki ga imamo danes, je namenjen ravno temu, da prepoznamo to svojo energijo, jo zgostimo, ji prisluhnemo in se vprašamo, kam jo želimo usmeriti. Kam želimo usmeriti svojo energijo? Ja. In če si v času prazne lune menstruirala, potem čutiš, kako se energija zdaj počasi prebuja, kako je ta občutek smrti, strahu, izgubljenosti, zmedenosti verjetno manj prisoten v tvojem življenju, še posebej, če si naredila ritual, ki sem ga s teboj delila. In zdaj ob prvem krajcu se pa upanje ponovno obudi v nas. Občutek, da lahko usmerimo svojo energijo v nekaj, kar nam je pomembno in dragoceno. In kar bi s teboj danes želela podeliti, je ritual, da zaslišiš, kam boš usmerjala energijo od prvega krajca do polne lune in kaj boš potem ob polni luni posadila v svojo posodo. Čemu se boš zavezala, kam boš res začela usmerjati energijo. Ker tako kot sva rekli, od prazne lune, kjer energije ni, kjer smo menstruirale, se zdaj energija začne krepiti, z njo tudi naše ideje in naša moč. In na polni luni se nečemu zavežemo, ker ovuliramo. In v bistvu, čemu se želiš zavezati? Kaj je tisto, kar želiš poklicati v svoje življenje? S čim se želiš oploditi? Se želiš oploditi z dojenčkom? Se želiš oploditi z idejo, ki jo boš potem negovala v prihodnjih mesecih? Tako da prvi del tega rituala je namenjen temu, da vstopiš v svoje telo. Zdaj lahko to narediš na tak način, da se usedeš in z dihom potuješ po celemu telesu, dokler ne prideš do tal, da imaš občutek, da si se res utelesila. To je zelo pomembno. Da imaš občutek, da stojiš na zemlji. Za nas ženske je ključno, če želimo karkoli pomembnega in resničnega narediti v našem življenju, da se naučimo priti nazaj v svoje telo. Da ponovno začutimo, kako je to, če smo v telesu, če ga čutimo, če mu dovolimo, da se izrazi, ali pa če smo mentalne in v bistvu delimo stvari. In kadar smo mentalne, tudi tako kot veter, zadeva hitro odide stran. Torej danes te snubim, da, najboljše pa tako, da vzameš 3 svoje najljubše pesmi in si jih pripraviš in potem zaplešeš na njih. Dovoliš si izdihniti iz svoje glave, dovoliš si izdihniti skozi roke, dovoliš si izdihniti vrat, prsa, trebuh, maternico, po stegnih, mečih in do tal. In enako po hrbtenici. Kos za kosom daješ svoje telo plesu. Predajaš svoje telo plesu. Delček za delčkom. Kako se želi kaj izraziti,
kaj je prisotno. Kaj je prisotno? Samo s tem si, kaj je prisotno, kaj je resnica. Mogoče je resnica, kako sem trda, sploh hrbtenica me boli, križ me boli, polno glavo mislim, kako so moje roke utrujene, ramena, veliko nosim, vse to opazim in sem samo prisotna s svojim telesom, s tem, kar se mi dogaja v telesu. Ja? Samo poslušaj svoje ljubo telo. In verjetno se je zdaj že odvrtela prva pesem in se začenja druga. In se začneš odpirati navzdol proti zemlji navzdol. Ja, in izdihneš navzdol, še prisluhneš, kako se želi tvoje telo premikati, dovoliš mu, naj se premika, naj pleše tako, kot čutiš, da si, z resnico tega, kar si. In ko boš preplesala svoje telo, torej vse 3 pesmi si naštimaj, se odpri vprašanju, kaj je tisto, kar se potrebuješ spomniti. Kaj je tisto, kar se v tebi prebuja? Kaj je tisto, kar hrepeni v življenje? Kam želiš usmeriti svojo energijo? Kaj kliče v rojstvo? In kot sva rekli, sva v telesu, plešeš, imaš pesmi, izdihnila si, čutiš stopala na zemlji in čutiš, kako te zemlja podpira in čutiš svoje telo. In vprašaš to vprašanje najprej glavo, kaj se potrebujem spomniti? Kam želim usmeriti svojo energijo? Kater projekt kliče v življenje? Kaj želi priti v življenje? Kaj se želi roditi skozi mene? In prisluhneš, plešeš s tem, to mi sporoča moja glava, to ima moja glava sporočilo zame. In ko si preplesala ta del, se spustiš iz glave navzdol, položiš roke na prsni koš. In tukaj ponoviš vprašanje, kaj se potrebuješ spomniti? Kaj se potrebujem spomniti? Kaj kliče v življenje? Kaj se želi roditi skozi mene? Kaj je tisto, po čemer moja duša hrepeni in se lahko izrazi skozi mene? Vprašaj se. Pleši, prisluhni, kaj ti pravi tvoje srce. Prisluhni tem. In ko si dobila odgovore srca, spustiš pozornost nižje do maternice. Položiš roke na maternico. Začutiš to okroglino pod seboj. Začutiš energijo, ki utripa pod tvojimi rokami. In dihaš v svoje dlani. Dihaš v maternico. Plešeš. In si dovoliš zaokrožiti v špirali svoje boke, si dovoliš, da se premakne energija v maternici.
In zdaj, ker čutiš, kako zemlja pod teboj prihaja navzgor, ker si odprla svojo maternico prej na začetku, da te podpre, čutiš, kako se energija začne pretakati po maternici, levo, desno, v špirali. Prav dovoliš si zaokrožiti, rokice imaš gor, če čutiš, da se želijo roke drugače premakniti, jih premakneš, ampak sicer jih imaš gor. In dovoliš, da se ti boki zaokrožijo, da se ti hrbtenička zmehča, da čutiš, kako se hrbtenica zmehča, ker premikaš boke, ker premikaš maternico, ker premikaš energijo. Tako, ja. In ko si dobila občutek, da si se zmehčala, da je tvoje telo zmehčano, še posebej, da je maternica in ta križni del, ledveni del, maternični del, da je to zmehčano, ponoviš vprašanje. Kaj se potrebuješ spomniti? Kaj se potrebujem spomniti? Kaj je tisto, kar kliče v življenje? Kam naj usmerim svojo energijo? Po čem hrepeni moja duša, kako se želi izraziti? Kaj se potrebujem spomniti? Kaj je tisto, kar kliče v življenje? In potem pleši in poslušaj, kakšne odgovore dobiš. A ne? In si s tem, samo si s tem. In ko zaključiš, ko dobiš odgovore, izdihneš, skleneš roke na prsih in se zahvališ zemlji, da te je podpirala, da je tukaj s teboj, da te je podprla, da zaslišiš, kaj je tvoja resnica, da zaslišiš, kaj prihaja res iz tvojega telesa, iz tebe, iz tvojih globin navzven, in se ji zahvališ, da te je podprla. In zahvališ se maternici za sporočila, ki ti jih je predala. In zahvališ se srcu za sporočila, ki ti jih je predalo. In zahvališ se glavi za sporočila, ki ti jih je predala. In potem globoko dih, izdih, vdih, izdih. In se zahvališ sebi. Rečeš, ljuba moja, hvala, 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 hvala. Hvala, da si vzela ta čas, prisluhnila sebi, prisluhnila temu sporočilu, prisluhnila in naredila ta ritual. In moja namera je, da nas ti rituali, drobni rituali, ki nam vzamejo 15-20 minut časa, da nam pomagajo, da se spomnimo, kaj je v našem telesu. Da našo pozornost iz glave začnemo res premikati do srca, do maternice, do zemlje. Ker bolj, ko smo v telesu, bolj, ko smo prizemljene, bolj smo v resnici osrediščene in vemo, kaj je naša resnica. Jasne meje lažje postavljamo, bolj si zaupamo. In ja, to je to.
A ne, kot si videla, verjetno glava ima veliko idej, srce že malce bolj v središči in že malce bolj nakaže, kam gre naša energija. Ko pa pridemo do maternice in ko smo že res v telesu, je pa tudi energija in jasnost sporočil popolnoma drugačna. Evo, tako, ljube moje, to je to ob prvem krajcu in nadaljujemo ob polni luni. Naredi ritual, prisluhni si, vzemi si čas zase in da prebudiš zavedanje, kakšno moč v resnici imaš v sebi. A ne? Da prebudiš to zavedanje, predvsem pa, da mu začneš zaupati. In bolj, ko se poznaš, bolj si zaupaš. Okay.